Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli, poletje, najljubši čas. Ja, no, ne povsem vseh. Je pa res, danes boste izvedeli, kaj pomenijo vsi ti pikniki, kateri organ se splača krepiti v tem času. A siesta je dobra zadeva ali ne? To je tisto, ki greste popoldne malo spat. Pa vse ostale zadeve, tudi kako se izogniti možnosti za infarkt, za vse take in drugačne zaplete, ki se dogajajo torej ravno v tem času. Jelena Dimitrijevič, certificirana nutricionistka v moji družbi, pa tudi Marija Kočevar. Skratka, obe lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes ena taka specialna in posebna poletna oddaja, ki je namenjena organu poletja. In to je... Naš srce. Torej, srčno bomo danes govorili. Tradicionalne vede, stare znanosti imajo zelo te povezave narejene, take in drugačne. Kako je v Indiji, nam boš zaupala. Marija, Jelena, kako gleda tradicionalna kitajska medicina? To je čas srca. Tako, to je čas srca. V bistvu vedno, ko govorimo o teh starodavnih vedah, vemo, da se povezujejo določeni organi in v tradicionalni kitajski medicini je povezava med srcem in tankim črevesjem. Zaradi tega je vedno treba krepiti oba organa, oziroma če vidimo, da je pri enem organu ena težava, lahko se zgodi to tudi nekje drugje, ampak zaradi te celotne povezave, zaradi te sinhronije, ki se dogajajo v telesu, v bistvu je tudi veliko odvisno in od naše ledvične energije, te vitalne energije, kako bo tudi delovalo naše srce. Torej, letni čas poletje, okus grenko, čustvo veselje, radost in torej od 11 do 1 je tista ura. Res je. Ali lahko rečem, je to prepotentno, preveč samozavestno, da bi rekla, če v tem času naredimo nekaj za svoje srce, bomo 365 dni imeli dobro leto. V tem smislu, da zdaj je čas, da bomo cel let imeli fajn srce. Ja, v bistvu je tako, ja. Ja. Odlično. Ampak pomembna je konsistentnost. Ne, če bomo en dan nekaj naredili, zdaj je pa fajn, zdaj je pa to. Ne. Vsak dan. Tako kot smo lačni vsak dan, jemo vsak dan, ženi smo vsak dan, pijemo vsak dan. Tako je tudi treba se zavedati tistih trenutkov, ko okrepimo svoje srce, ko mu damo nekaj. Tudi ljudje, ki zdravijo srce, ki so na zdravljenju, je najbolj učinkovito, če ravno v tem času jemljejo zdravila za srce ali pa delajo vadbo, kardio, recimo športniki, ki hočejo okrepiti svoje srce, da bojo bolje nastopali na tekmah, je vadba v tistem času primerna, ali pa jemanje nekih hranil, ki so pomembna za njihovo srce. Tako da to je čas. Odlično. Tudi o hranilih bomo govorili, katera, zakaj, kako, na kakšen način. Torej, ni presenečenje, da je ravno v tem poletnem času največ kapi pa infarkta. Tako je, ja. S čim je to povezano? Zakaj pride do tega? Ja, ker poleti je vroče in takrat pa tudi smo več prosti in pogosto uživamo hrano, ki ni primerna. In je srce pregreto. Ko sem bila otrok, sem videla, kako takrat, ko je nekdo imel srčni napad ali pa pregret, so mu dali led na srce, da so ga ohladili. To je bila tista prva pomoč. Ali pa spiti kozarec mrzle vode. Kje so tukaj še razlogi? Zakaj je toliko? Mene tudi kar srce boli, ker poleti res veliko krat slišimo, sploh če smo v mesto, slišiš to sireno, intervencijo in že veš, da kaj je to dejansko. Ja, seveda, v bistvu, kot je gospa Marija rekla, dejansko je stvar od tega, kako mi živimo celo leto, ne samo eno obdobje, ampak v vsakem primeru, vsako obdobje, vsak letni čas je zelo pomembno, da se pravilno pripravimo, da pol ne pride do kakšnega disbalansa. Tukaj se gre predvsem za hrano, ki je zelo problematična za naše srce in vemo, v tradicionalni kitajski medicini zelo poudarjajo, da se ne sme uživati pšenice, posebej v tem poletnem času. Pa nasplošno jaz temu dodam še ostala glutenska žita, zaradi tega, ker se zgosti kri. Ko se kri zgosti, takrat ni dobre mikrocirkulacije, avtomatično to pomeni tudi, kar se tiče krvnega pritiska in srce mora bolj pumpati, se pravi, in to je tudi ta pregretost, ki se iz tega vidika se pojavi. Lahko so tudi težave zaradi tega, ker jemo ravno to, če imamo mrzlo hrano, mrzle pijače, dodajemo led, recimo, posebej tisti tipi, ki imajo težave s srcem, s pregretostjo v telesu, se hočejo nekako ohladiti. Se pravi, to pomeni, da gledalci in gledalke, da si
z kosom kruha zjutraj, pa potem z limonado z ledom ali pa karkoli z ledom, dejansko, da si s tem pridelujemo kap. Tako je. Posebej, če že imamo recimo kakšne težave s srcem, zažiljem. To ne more biti tako. Dejansko, Marija? Ja, res je. Ja. Torej, kruh, testenine, roglički, vse posod, kjer je bela moka, če je tega joki. preveč, če je tega veliko, oziroma če to predstavlja glavni del prehrane, je to tako, ja. Zato rajši poleti jemo to, kar raste poleti. Pri nas je ogromno jagodičevja, ogromno tega mladega sadja, sveže listnate zelenjave, koromač bo zdajle prišel ven. Tako da jemo bolj hrano, ki vsebuje veliko vode, ki vsebuje veliko encimov in že sama po naravi hladi. In pa seveda poleti smo pogosto dehidrirani in zato je kri še bolj gosta. Zato moramo paziti, da poleti pijemo pijače, ki rečijo kri, se pravi čaj iz melise ali pa čaj iz bazilike še posebej. Ena skodelica tega čaja nam bo lepo razrečila kri brez neprijetnih stranskih učinkov. In pa moramo vedeti, da vse te začimbe, ki jih pridelujemo zdajle na svojem vrtu, zdajle začela rasti tudi timijan, origano in tako naprej. Vse to, peteršilj, zelena, vse to uporabljamo, ker vse to rahlo reči kri. In jih dodajamo v hrano, tudi na solate in pa, če je treba, tudi spijemo zvečer čaj iz tega. Če vidimo, da smo čez dan preveč se izsušili s hrano. Pa tudi, ko govorimo recimo o hrani, vedno to je lažje za razumeti. Srce, rdeče barva, rdeča hrana. Ampak tista, ki je res kakovostna. Super, se pravi veliko mesa. Ne, to pa ne. To nikakor ne. Ampak ta, ki res deluje antioksidativno, ki zaščiti tudi naše srce. Kot je gospa Marija rekla, se pravi tudi jagodičevje, posebej jagode, maline, tudi lubenice so v tem času, paradižnik, rdeča pesa, pa tudi te bolj konkretne hrane, rdeče leča, rdeči fižol, taka hrana tudi krepi samo srce. Rdeče. Tako je. Tisti, ki so že doživeli kakšno manjšo kap, enkrat, dvakrat, mogoče celo večkrat, tisti so sploh na tem seznamu, ko morajo poleti posebej paziti. Na kaj morajo točno paziti? Ja, paziti morajo, da se dovolj gibljajo, ampak da ne preobremenijo srca. Za te ljudi ni preutrujanje, ampak je zmerna hoja, rahlo plavanje, ali pa kolesarjenje. To je za njih dobra vadba. In pa kaj pa, dihanje. če dobijo taki ljudje povabilo na piknik, ko bojo fajn se bo vrteli, fajn masno, kaj se je, čevape, odojke, take in drugačne zadeve, veliko kruha zraven. No se ajvar pa je bolj rdeče barve, to bo pa urejal, kaj? Je malo boljš kot to vse ostalo, kar si naštevala. Ja, v bistvu res je treba paziti, pripraviti se, dejansko tudi kakšni hrani se odpovedati, to bi bila dober nasvet, posebej, če vemo, da imamo težave, če smo že imeli kakšen srčni infarkt, možgansko kap, vensko popuščanje, recimo imamo, pa tudi tole, ko nam otekajo noge, pa recimo srbečice, pa boleče noge, to so vse znaki, da je nekaj narobe, pa tudi hkrati je tudi ta težava, če nam je res vroče polet in če se ful potimo, to je že znak, aha, je treba nekaj ukrepati, tako da pri takih piknikih rajše posegamo po kakšnem sadju, da se odžejemo, da so take prijetne pijače, ki nas res dobro hidrirajo, da ne pozabimo na ključne minerale, posebej jaz vedno poudarjam, da magnezij je izjemno pomemben za naše srce. Tako da pazimo na te stvari, mogoče nekaj sami pripravimo doma, pa nam ni treba vsega tega, kar se tam ponuja pojesti. Ker sladkor je tudi velika težava za samo srce, tudi v času poletja. Tako da rajše se sladkamo recimo in odžejemo s kakšnim sadjem, ki je sezonsko, kot da bi pojedli ogromno sladic. Če pa res ne moremo zdržati, potem do 9. ure zjutraj, maksimalno so kakšne sladke stvari, ampak vseeno izberemo to, kar je bolj kakovostno kot predelano. Mineralne kapljice so torej zakon za poletje. Ja, absolutno, ja. Odlično, ker se tudi veliko potimo. Kaj pa ljudje, naturopatsko gledano so to tipa srce, ne? Se pravi, imajo obline, izjemno vroče jim je. Jaz poznam nekatere ljudje, ki so sicer veseli, radostni, odprti, srčni ljudje, ampak dejansko poleti trpijo. Najraj bi se preselili v Skandinavijo, poletje preživijo pod klimo, pa zadekani dol, mislim, da skoraj sonce ne posije noter v njihova stanovanja.
Kaj se takim ljudem dogaja? Kaj morajo oni narediti? Česa ne smejo? Ti ljudje se morajo zavedati svoje konstitucije. To je kapha pita. Se pravi, veliko jejo, veliko presnavljajo, veliko se potijo in pa redijo se. To seveda je recept za poškodbe srca. In treba je ta dva elementa malo umiriti. Se pravi, bom užival hrano in zelišča, čaje, ki znižujejo ogenj, nobenih pekočih začimb, nobenih ostrih začimb, več mogoče limonade ali pa soka pomaranče, sveže stisnenega, ki ga sam stisne, ne tiste iste trpaka. Potem jagodičevje, vse sorte malin, jagod, borovnic, vse, kar raste na naših vrtovih, kosmulje, bojo zdajle ribes, vse to je zelo blagodejno in pa zelena listnata zelenjava. Najlažje to rešimo s solatami, tudi kumarce so v redu, samo ne zvečer, ne po 6. uri. Skratka, hrano, ki hladi in se izogibamo hrani, ki greje in tudi tle je seveda meso in pa mesni izdelki, ker vsebujejo tudi veliko nezdravih soli. Skratka, hrana, ki dehidrira, to bomo dali stran. In pa tisto nekaj, kar zniža kapho, to dvoje je težko skombinirati, ampak v prvi vrsti se odpovemo mlečnim izdelkom. Mleko in mlečni izdelki in pa sladkarije. Še posebej, kar vsebuje rafiniran sladkor. Za te ljudi je sprejemljiv samo med v manjših količinah in pa zvečer pred spanjem lahko dateljni ali pa kakšno drugo suho sadje, 2-3 komade. Čist mečkano, a ne? Evo, v nadaljevanju zaupamo tudi več o siesti, ne? O tem popoldanskem počitku, pa vsem tem, kar nas bo zavarovalo pred težavami, pred izzivami, pred dehidracijo, pred kapmi, pred infarktom in vsem ostalim. Mineralne kapljice smo že omenili. Jaz sem prejšnjo leto nekaj tako ekstremno, konkretno doživela. Bila sem na Hrvaškem in v restavraciji ni bilo čist nič drugega zame, kakor pljukanci s tartufi. To so testenine. In jaz, ko sem pojedla te testenine, pojedla sem kar veliko, jaz sem se tako neverjetno, slabo sem se počutila, ampak potiti sem se začela. Ali dejansko zaradi te moke se bolj potimo in nam je bolj vroče? Ja, definitivno. Ima tak učinek, pa hkrati tudi naredi spremembe tudi odziva samega imunskega sistema. Kot sem rekla, ne samo, da se zgosti kri, ampak tudi sluzi dela v telesu in telo se hoče tega znebiti. Hkrati, ko govorimo o glutenu, je res problematičen, posebej v pšenici je taka koncentracija tega glutena in tudi je lahko ta odziv, tudi kakšen, ne vem, intoleranca je prisotna pri marsikomu. Ampak so bili dobri, veš, ja, domači. To verjamem. Ampak priporočam takole, čeprav odsvetujemo, da se v tem času je ogromno teh testenin, predelanih stvari, procesiranih ogljikovih hidratov, v vsakem primeru lahko izberemo nekaj polnovrednih, če želimo že polnovredne testenine, ki so mogoče iz riža, ajdove in tako dalje. In potem to skuhamo bolj na hladno, recimo naredimo v tem smislu, da je to v sklopu ene solate, ki jo naredimo na tak način. Ampak vedno morajo paziti tudi tisti ljudje, ki ne prenesejo dobro toliko veliko presne hrane. Čeprav želimo vnesti v svoje telo nekaj, kar nas bolj bo ohladilo, se pravi živila, ki jih je gospa Marija naštevala, tista, ki delujejo hladilno na naše telo, tudi začimbe, ampak hkrati recimo tipi, ki jim je skozi mrzlo, ki imajo ta presežek mraza in vlage v svojem telesu, oni v tem času ne smejo toliko veliko presne hrane pojesti. Zaradi tega, ker bo to šibilo prebavni ogenj, kar bo povzročilo dodatne težave, posebej to so in vata tipi in kapha tipi, recimo odvisno v katerem smo zdaj stanju zdravstvenem. Tako da je treba tudi pogledati malo bolj individualno. Če tale trenutek se sprašujete, kaj zdaj to govorijo neki kapha, vata, pita, kaka pita, kapha, dajte to pogledati, to so doše. Ajurveda je področje, ki to obravnava in sicer je to nek tip konstitucije vašega telesa, hitro se lahko prepoznate. Na klepet@kavi.si imate eno značko brezplačno, tam kliknete in naredite ta test, pa vam bo mečkeno jasno, kje torej ste. Povzetek celotnega tega pogovora, ki ga bomo še nadaljevali, pa prav tako najdete na klepet@kavi.si, pod ikonco novice, tam lahko pogledate vse in tudi preverite vse minule oddaje. Torej, poletje je čas srca in tankega črevesja. Je čas, ko damo stran. Kaj smo imeli že tole? Ne dajmo pogledati ta živila. Torej, damo več rdečega,
damo stran veliko pšenice, torej tiste težke hrane, take in drugačne, kruh, sladkor, sladkane pijače, torej več surove, rdeče in pa sladko sadje. Kar se tiče mrzle vode. Dragi moji gosti, sogovornici, dajmo se pogovoriti o mrzli vodi, o mrzlih pijačah. Ja. Zaradi tega, ker poleti naročiš, deci vode naročiš, pa boš dobil let noter. Je grozljivka, ja. To je res grozljivka. Zakaj je to grozljivka? Sej pa še poleti mrzlo, a ni tako? Ja, če spiješ kozarec zelo mrzle vode, še posebej, če je ledena, si opazila, da se čez 5 minut potiš popolnoma. Ker to je nasilno ohlajevanje in ohlajevanje prebavnega ognja tudi, še posebej, če je bila kakšna hrana zraven, je to nedopustno. Potem telo rabi ogromno energije, da se nazaj segreje, ampak recimo, če nič, če se hočemo samo ohladiti, se ne bomo, ampak se bo telo še bolj ogrelo, ker bo hotel to mrzlo vodo ven spraviti. Tako da, če se hočemo odžejati takrat, ko recimo smo veliko hodili, vzamemo vodo ali pa izotonični napitek na sobni temperaturi oziroma na tisti temperaturi, kot je zunaj, in nas bo najbolje odžejal in bomo tudi dobro hidrirani. Se ne bo zgodilo, da bomo na enem delu hidrirani, ostalo telo bo pa še zmeraj žejno. Ker dejansko je tako, da mrzla voda se niti ne absorbira dobro v našem telesu. To je tu težava. In težave, ti lahko spiješ, ne vem, 3-4 litre vode, ampak če to gre sam čez ledvice in jih obremeni in tako dalje, ne pride v naše celice, ni hidratacije in tukaj imamo težavo. Torej, pravilo poleti je ne piti mrzlih pijač vode? To velja za celo leto. To velja za celo leto, ja. Tako je. Dragi gledalci in gledalke, tale trenutek lahko svoje modelčke za delati let vržete v smeti. Dejansko, razen za domač sladoled delati. Ja, v bistvu tako, seveda tudi v tem primeru, zdaj ti sladoledi so aktualni, kar je spet v nepravem času. Pa ni poletja brez prehoda v mestu na sladoled. To je res, ampak tako pol ga sagrejemo bolj v naših ustih, da vsaj malo umilimo to škodo in hkrati izberemo ali si delamo sladolede, da še nekaj malo tistih toplih začimb dodajemo. Recimo, ne vem, sladoled, v katerega bomo malo ingverja dodali ali malo cimeta ali nekaj takega, da pol vsaj zmanjšamo ta negativen vpliv tega hladu, ki prihaja v naše telo. Znana slovenska naturopatinja vsako leto v poletnem času napiše, da sladoled stara. Ja. Zakaj sladoled stara? Če gledamo iz tega stališča, da obremeni ledvice, ker morajo toliko več delati, ta življenjsko energijo nekako obremeni, ja, seveda. Nas utruja. Ja. Ampak zato pa se ne bomo se odpovedali sladoledom, ampak jemo ga počasi, ne žličko, ampak ga lepo poližemo, počasi uživamo v tem. Pa ne tako veliko porcijo, mogoče malo manjšo. Pa rastlinskega, brez mleka. Pa rastlinskega, evo. Če tale trenutek se tudi vam so se začeli uni encimi delati, ne slino. SBN sladoled. Dajte prejte pogledati na klepeto.si recepte za poletne sladolede, ki so simple, pasol, ne rabite nobenih, ne vem kakih dragih mašinerij doma in pa seveda so zdravi, ne samo okusni. V nadaljevanju povemo več o tem, kaj pomeni siesta, zakaj je to dober, katere rutine, katere načine in seveda kaj boste dodali poleti, zato da boste le tega preživeli radostno, veselo in brez vseh komplikacij. O poletju govorimo danes in sicer o zdravem poletju. Kaj to pomeni? Brez komplikacij, brez skrbi, da te bo kap, brez tega potenja, brez tega skrivanja pred soncem in vseh ostalih težav, ki se torej dogajajo ravno poleti. Zato, da bo poletje veselje, radost, kar je dejansko čustvo po tradicionalni kitajski medicini. Jelena in Marija, dobrodošli torej nazaj. Zelo resno, ampak resno sta povedali, da mrzle pijače in mrzla voda, Bog ne daj mi sreče, da je led noter, da je da je to ne, da je to ne. Kaj pa mrzlo tuširanje?
Wim Hof stil, ali pa malo bolj mrzla voda, morje, to pa je že pomeni boljše. tudi, da ne smemo. Se pravi, dejansko se ne hladimo od znotraj s tem, kar vnašamo v naše telo, ampak lahko od zunaj. Posebej tudi kakšno knajpanje fajn, če imamo že težave s srcem, z ožiljem, potem delamo tako, mogoče ne celega telesa, ampak tako do komolcev se damo tudi v mrzlo vodo, izvajamo tiste kure, to lahko vsak pogleda, kako je s tem knajpanjem. Lahko je ta kombinacija mrzla, topla voda, da se izboljša mikrocirkulacija v telesu, lahko pa seveda tudi kakšne druge tehnike, ki pomagajo pri tem. Odlično. Torej, rekli smo mrzlo tuširanje, da, mrzla voda pit, ne. Voda torej in vse pijače na sobni temperaturi, fajn je mogoče mineralne kapljice v tem času uživati, predvsem tudi, ker je veliko magnezija. Zakaj magnezij zdaj tudi tako vlogo igra? Ja, magnezij je res ključen. Brez magnezija ni marsikaterega procesa v našem telesu, vemo tudi na 300 različnih receptorjev vpliva, ampak hkrati za naše srce, pumpanje srca, delovanje srca, absolutno brez magnezija ni življenja. In nam ga zelo hitro začne primanjkovati, posebej, ko smo v stresu, v napetosti, ko je telo zelo močno zakisano, takrat v bistvu imamo pomanjkanje. In recimo to jasno tudi vidimo, če imamo pogoste glavobolje, če imamo mišične krče, takrat je to en tak znak, mogoče imamo primanjkljaj magnezija, imamo zaprtje in tako dalje. Tako da je treba res paziti na to. Hrana, kjer je magnezij velik, tudi ki jo priporočamo v času poletja, je zeleno. Zelena, listnata, zelenjava. Lahko so recimo tudi več kakšnih smutijev, kjer je poletje, ampak spet pravim, opozarjam, ni to za vsakogar, tisti, ki imajo res šibak prebavni ogenj, preveč mrazu v svojem telesu, vsaj probajo res ga pojesti, dobro prežvečiti na žlico, dodajati tople začimbe, tudi v času poletja, recimo, če ste imamo težave. Odlično. Če imate resne težave s srcem in z ožiljem, resne, govorimo o tem, da mogoče so že kakšne diagnoze in podobno, potem vam priporočam, da greste kar Jeleni na pregled, v tem smislu, da vam svetuje kaj, kako, zakaj, hitro bo ugotovila, v kakšnem stanju je vaš prebavni ogenj tudi, sicer pa pimo torej mineralne kapljice, minerali v sledovih, veliko je torej magnezija notri, na klepet@kavi.si najdete več informacij, kar se tega tiče. Marija, jaz sem to ugotovila precej let nazaj. Ogromno alkohola se spije poleti. Ja, res je. Ogromno alkohola. Za nekatere je poletje kar paše zraven. Plaža pa alkohol. Pa tudi, ko sem potovala, recimo, sem videla, nekateri se parkirajo tam pred barom in to je to za tisti teden. Ja, res je. Ampak alkohol poleti res nam naredi veliko škode. Tako da, ker razširi žile, potem se še bolj pregrevamo in veliko se potimo in potem smo še bolj dehidrirani. Se pravi, bolje boš, da počakamo na decembrske štante? Recimo, tisti vsaj ne trajajo tako dolgo. Alkohol res še posebej poleti ni primeren za nas. V naravi samega alkohola ni, človek ga nikoli v zgodovini ni užival, razen če je pojedel kakšno fermentirano sadje. In to je to. In naše telo ga ne potrebuje in nam res lahko naredi veliko škode. Dobro, Marija, ampak ne razumem zdaj tega najbolj. Alkohol vemo, da ni zdrav in alkohol vemo, da ni okej. Ampak, a mi skušaš povedati, da polet pa še posebej ni okej? Poleti še posebej ne, zato ker takrat je vroče in nas še bolj izsuši, ker alkohol je diuretik in to zelo močan. In ne moramo pa spiti še toliko vode, da se bomo nazaj hidrirali. Zaradi tega res poleti, potem smo utrujeni, zaspani, kri se nam še bolj zgosti lahko ali pa se upočasni. Kaj pa deva narediti en kompromis? Deci vinčka enkrat na teden, ob kosilu. Odvisno, kakšno je to kosilo. Če ste jedli pršut pa, ne vem, pečenko, potem bo tisti deci vina dobrodošel zraven, ker vsebuje ravno tiste kisline, da se to meso bolje prebavi. Drugače pa ne. In poleti jemo pa tudi veliko. Se pravi, za solatke, ne? Ne. Ker potem bo presnova te solate čisto drugačna, nam bo zavrela v želodcu že in vetrove bomo imeli. Vrdet pa nočemo. Posebej ne v času poletja, ko hočemo biti popolni pa. Ja, pa lahke obleke, pa to. Tako je. No, res alkohol poleti ni fajn.
Še posebej, recimo, ja, če smo jedli ogljikove hidrate. Včasih zvečer, ko je že bolj hladno, lahko toleriramo kakšen kozarec vina. Ampak spet moramo paziti, kaj smo predtem jedli. Ampak to rečem, toleriramo. Moramo pa vedeti, da si moramo pa na drug način zagotoviti hidracijo. Odlično. Torej, pili bomo zelene smutije, ekozelenje, mineralne kapljice, vodo, kokosovo vodo tudi, a ne? Ja. Kaj pa popoldan? Mislim, meni je to najljubši čas na Ižu, to prakticiramo, po kosilo, malo zadremat. Super. Ali je to navada lenuhov ali je to navada visoko inteligentnih ljudi, ki dobro poslušajo svoje telo in naredijo največ za svoje srce? Ja, jaz bi rekla, da tisto drugo. Ja, tako. Tudi v Vedah, v jogi poznamo joga nidro, ki se jo vedno izvaja po kosilu. To traja približno pol ure do 3/4 ure. To je jogijsko spanje, ko telo spi, pa ne, a ne. In takrat se dejansko zelo dobro spočijemo, možgani se revitalizirajo nazaj, vsa čutila se izostrijo in pa svoj naučimo biti bolj osredotočen. Tako da recimo potem smo spet pripravljeni na kakšno akcijo ali delo. Dragi gledalci in gledalke, klepet ob kavi vam je ravno kar predpisal najbolj pomemben recept tega poletja. In to je po kosilo za pol ure do 45 minut se uležt in dati mir. Zdaj, tako niti ni treba, da je tudi toliko dolgo. Recimo včasih, na bel recept. Ja, v bistvu je takole, dejansko včasih dovolj res 15 minut. To ni tak globok spanec, ampak dovolj, da se res nekako spet pripravimo na nove aktivnosti. Tako da vsak posameznik bo videl pri sebi, ampak to ni ta spanec, tudi tako je gospa Marija rekla, ko mi se zdaj v orang najemo tako močno kosilo, pa zaradi tega nimamo energije, pa se moramo malo uležiti, ampak je to druga varianta, to zavestno naredimo. Da v bistvu naredimo ta počitek, da se vrne energija nazaj, ker dejansko je to logično, ko pogledamo vse tiste, ki živijo v tej kraji, kjer je bolj toplo. Imajo to, ne? Imajo zaradi tega, ker nisi učinkovit, tudi ne moreš dobro funkcionirati, če so tako visoke temperature. Takrat se ti moraš pripraviti za to, da delaš v bistvu večja storilnost je takrat, ko so bolj optimalne temperature tudi zunaj. To je tudi razlog, zakaj počivajo takrat, pa pol delajo v kakšnih drugih urah. Ok, razumljivo. Torej, vsej 15 minut. Zdaj pa bodva realne. Ti lahko to fajn izvajaš. Tam ob 12 enih rečeš, ok, grem jaz malo zalegant, a ne? Odlično. Ali bi pomagalo, da tudi, ko smo v službi recimo, ali pa ne vem, kjerkoli imamo obveznosti, da si naštivamo uro 12:00 in rečemo, zdaj pa 5 minut pauze, se usedemo, počakamo teh 5 minut, mogoče takole, in potem nadaljujemo. Ja. Bo to že kaj naredili? Ja, ponekod to imajo. Jaz sem slišala pred nekaj leti, da so na Japonskem to uvedli v službah, še posebej v pisarnah, ker so ljudje zelo primer, in so jim predpisali ta relax break. In celo, ker oni nočejo nehati delati, so jim izklopili računalnike, oziroma se računalniki sklopijo na vsake 2 uri, ampak še posebej popoldne, tistih 15 minut, in je potem storilnost večja in manj napak. Wow. Pa tudi, ko govorimo o tem, kako da še bolj naredimo nekaj za svoje srce in v tem času, da je boljša regeneracija, tudi tale posebna asana je v jogijski praksi, v bistvu se imenuje savasana. En med najboljšimi tistimi položaji. Šavasana, položaj mrtveca. Ja. Tako je, ker v bistvu dejansko se čisto popolnoma sprostiš dejansko do zadnje celice, pač da začutiš, kako vse odhaja iz tebe, vsa stres, napetost, ker stres zelo poškoduje srce. Takole, poletje je tudi čas, kjer se veliko dogaja pri klepetu ob kavi. Ogromno priložnosti in možnosti je, da se podružimo, da se vidimo, da se začutimo in dajmo pogledati, kateri so aktualni dogodki. Ene par, mogoče je bilo kaj treba predstaviti, pa tak naprej, ampak evo, čist sveže, čist frišne informacije vam posredujemo ta trenutek. Kot pa veste, prijavite pa pogledate lahko na klepetobkavi.si oziroma 026 200 230. Preverimo torej.
Vsako leto si privoščimo 7 dni na otoku Iž. Pridružite se počitnicam za dušo in telo. Tradicionalno tudi letos načrtujemo 7 dni za dušo in telo, tokrat na Pokljuki. Kaj točno se bo dogajalo? Marsikaj. Veliko predavateljev, predvsem pa veliko dogajanja. Končno odhajamo v dolino Bosanskih piramid. Tam nas že pričakuje dr. Osmanagić. Pridružite se nam. Pa se vidimo na kakšnem dogodku. Danes govorimo o poletju. Predvsem, če ste že imeli kdaj kakršnikoli srčni zastoj, kakšna, ne vem, kap ali pa kakšni simptomi na to temo, potem resnično poglejte si vsa ta priporočila za poletje, ko je čas srca in tankega črevesja. Na klepet.kavi.si povzetek vsega, kar sta danes povedali Jelena in Marija, ki sta v moji družbi, sicer pa alkohola sploh ne bi smeli poleti, pšenice sploh ne bi smeli poleti pa da, mrzla pijača, ni šans, da sobna temperatura, to pa seveda gre. In tudi tisto mastno, vsa tista povabila na piknik so zdaj čisto drugačna, odkar sta to povedali. Ampak, vsegli, nekaj ne razumem. Prebrala sem mnogokrat, da je poleti bistvenega pomena, da dan zaključimo z omega-3. Torej, jaz vzamem 2 kapsuli omega-3 iz mikroalge, ampak to je zdaj protislovno. Po drugi strani pravta, nič čevapov, nič odojka, nič rebrc, pa ne vem, kaj še vse ljudje masnega zaužijajo. Po drugi strani bom pa zdaj zvečer jemala omega-3 iz mikroalge. Čem je finta? To so najprej tudi zelo majhne količine, to je koncentrirana količina, predvsem tukaj, ko govorimo o olju iz alg, DHA in EPA, to sta 2 drugi verigi omega-3. Ostalo, ko govorimo recimo, ne vem, o alfa-linolenski kislini, to dobimo iz semen. Čija semena, lanena semena, tudi konopljina semena, zelena listnata zelenjava, jagodičevje, to vse tudi vsebuje, recimo, ne vem, orehi tudi, vsebuje več omega-3. In v čem je tudi stvar, ne samo zaščita tudi samega ožilja, na membran samih celic, tudi pravilno ravnovesje med omega-3 in omega-6, ker težava je, ker mi pojemo preveč omega-6. Ni pravega ravnovesja, omega-6 pa delajo vnetja v telesu in so povsod v žitnih izdelkih, v žitih, v stročnicah, v mesu, v procesirani hrani in tako dalje. In premalo zaužijemo omega-3 in tukaj imamo težavo. Hkrati pa omega-3 ima to tendenco, da tudi ima reči kri. Tako da tukaj nam pomaga tudi pri tem, da je mikrocirkulacija boljša, da ne prihaja do nalaganja tudi recimo različnih plak ali kakorkoli tazga, kar je tudi povezano z aterosklerozo, kar je glavni razlog, zakaj tudi prihaja do kakšnih težav s srcem, z ožiljem in tako dalje, tako da to je pomembno. Se pravi, za poletje imamo čisto novo garnituro hrane, ki je torej bolj sezonska, lokalna, ekološka, idealna, sveža. Imamo drugo garnituro, tudi dopolnilki jih jemljemo, recimo pijemo tudi drugačne zadeve, torej zvečer absolutno omega-3, eno oziroma jaz vzamem kar 2 kapsuli, pa pijemo čez dan torej ekozelenje, ki je veliko klorofila in pa mineralne kapljice. V tem smislu, predvsem pa kaj na vodo ne smemo pozabiti, ne? Ja, tudi vsekakor, tako je. Pa če se res veliko potimo, zaradi tega so tudi mineralne kapljice dobre, ker ni samo dovolj, da mi pijemo vodo in da se na tak način odžejemo, ampak če mi izgubljamo tiste ključne minerale, magnezij, kalij, kalcij, takrat lahko imamo težave tudi vključno s srcem, delovanjem srca. Grenka hrana je na seznamu pod srce, pa te, oprosti, pošpricala sem te. Tukaj sem jo stisnila in sem te pošpricala. Vse to je za srečo, veš, blago so. Ja, hvala, Torej, črevesje, tako je, tanko črevesje, srce, grenka hrana, v kakšnem smislu zdaj to? Ja, v bistvu grenko je en okus, ki ga nekako povezujemo s srcem in dejansko, če zaužijemo zadostne količine grenkega, takrat krepimo delovanje srca. Ampak, če mi zaužijemo tudi preveč grenke hrane, to ni tudi dobro, zaradi tega, ker na tak način v bistvu šibimo spet po drugi strani to delovanje. Če recimo, to se jasno tudi vidi ženske, ki zanosijo, pa zelo veliko bruhajo,
potem pomeni, da imajo preveč tega grenkega okusa, te energije tega okusa v svojem telesu. Tako da pač s tem tudi ni fajn pretiravati. Ampak posebej, ko vemo, da imamo šibko tudi želodčno kislino, ker vse je povezano eno z drugim. Moramo imeti močen prebavni ogenj, če hočemo, da vse dobro deluje v našem telesu. In pač, če se dobro zavedamo, ko se staramo, pa imamo kakšne zdravstvene težave, pa jemo hrano, ki je najbolj optimalna, to obremeni delovanje želodca, pa tudi mrzla pijača spet, tudi to šibi prebavni ogenj. In dejansko nam tudi za produkcijo same želodčne kisline pomaga nekaj grenkega. Hkrati, pa če imamo težave tudi z sladkarijami, tudi v času poletja, vedno poudarjamo, grenko zmanjša željo po sladkem. Grenko zmanjša željo po sladkem. Torej, namesto čokolade v usta damo... Regrat, rukolo, radič, to je veliko boljša varianta. Odlična zamenjava. Ker recimo tiste mojstre, ki jih jaz spremljam v Združenih državah, oni imajo prav rek, bitter is better. Prav rek, bitter is better, bitter is better. Ja, v današnjem času je vsa zelenjava malo bolj sladka, vse jo gojijo, tako jo križajo, tako da je bolj sladka, da je manj grenka. In dejansko rabimo več tega grenkega okusa, tako da bi že zelo težko pretiravali. Tako da poleti bi ženskam priporočila, da spijo vsak dan eno skodelico armanovega čaja ali pa ob kakšni mastni jedi, da spijajo žajbelj ali pa dodajo zraven žajbelj, ko se kuha ali pa peče nekaj. Tako da več teh grenkih in pa sušečih, trpkih začimb. Potem muškatni orešček seveda je tukaj na seznamu zraven špinače ali pa blitve ali pa tudi mesa, recimo. Tako da olajšamo to in da malo harmoniziramo to hrano. Zdaj, poleti se velikokrat zgodi tudi kakšno vnetje, ni povezano s srcem, ampak vnetje v smislu, da nas peče, ko lulamo in podobno. Tukaj pa demanoza verjetno, boljše kot antibiotiki, če jih ni treba. Moramo pravočasno s tem reagirati. Ne čaka, da se razvijajo te simptomi, ampak ko čist malo začutimo, da se nekaj dogaja, pa posebej, ko je poletje, gremo na dopust, takrat se zgodijo spremembe. In jaz vedno pravim in svetujem ženskam, da vzamejo kot preventivo, ko grejo kam na dopust, da demanozo vzamejo, da ne bi prišlo do teh vnetij, potem večje količine vzajemo, zraven je dobro imeti probiotike, kakšne dobre vire vitamina C, čaje, jagodičevje, karkoli tazga, to bo pomagalo. In zmagamo. Tako je. Odlično. Evo, danes smo govorili o poletju, pa poletni recepti, pa poletne stvari, nujno tudi kako se pravilno sončiti. Halo, to je zdaj ta pravi čas. Vse to najdete na www.klepetobkavi.si. Vse to so informacije, ki so vam na voljo. Torej, brezplačen dostop imate do teh informacij. Izkoristite ga, širite te stvari naprej. Torej, na klepetobkavi.si. Če ste pa nekaj slišali, pa vam ni čisto jasen, 02 6200 230. Preverite, pa naj bo krasno poletje. Poletje je namreč čas veselja in radosti.